Več kot 3500 vzorcev matičnih celic novorojenčkov iz propadle biobanke ostaja v podjetju Gajacel. Gordane Živčec-Kalan, ki je nastalo na pogorišču podjetja, v stečaju. In medtem, ko Živčec-Kalanova napoveduje, da bo v ponedeljek, če država ne najde ustrezne rešitve, ugasnila hladilnike, kjer so shranjeni vzorci, pristojni rešitev nimajo. No, za ogorčenje staršev pa je poskrbela ministrica za zdravje, ki pravi, da ni prav nobenega razloga, da bi stroške nadaljnje hrambe prevzela država. Shranjevanje matičnih celic pa celo primerja z vlaganjem v delnice in sklade. Špela Lobe. Gre za zasebno odločitev staršev, da bodo matične celice shranili v zasebnem podjetju. Tako ministrica za zdravje na naše vprašanje, ali bodo, glede na to, da rešitve še ni na vidiku, torej starši morali sami plačati nadaljnjo hrambo matičnih celic svojih otrok. Tako kot se odločamo za investicije v razne sklade, v delnice, kjer se nam lahko vrednost poveča ali zmanjša, je tudi tu seveda z to odločitvijo povezano določeno tveganje. Biobanka je šla v stečaj, tako da zagotovo ni razloga, da stroške za nadaljno shranjevanje prevzame država. Ministrica v celoti zanemarja, da gre pri shranjevanju matičnih celic za strogo regulirano dejavnost, so ogorčeni starši. Ministrica ne samo, da ne pozna civilnega prava, očitno celo ne pozna resorja, ki ga vodi, zaradi tega, ker shranjevanje človeških tkiv in celic je v Sloveniji regulirana biomedicinska dejavnost, za katero obstajajo zakoni in so ustanovljeni tudi državni regulatorji, kot je recimo JAZMP, da jo nadzirajo. Da ministrica primerja zdravje naših otrok s trgovanjem z delnicami, se sprašujem, kaj mi tukaj trgujemo s svojimi otroci. Tukaj gre za zdravje naših otrok, ne gre za nobeno trgovanje. In sprašujem se, kaj če te celice propadejo in bi rešile mogoče kakšno življenje kakšnega otroka, a ministrici potem vseeno reče, pač ja, to je toliko, da vam delnice propadejo. In primerjanje shranjevanja matičnih celic 3500 otrok z vlaganjem v delnice in podobno je milo rečeno neresno. Breme plačila nadaljnje hrambe pa niti Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke, niti stečajni upravitelj biobanke ne moreta zakonito prevaliti na starše. Vztraja odvetnik, ki zastopa starše. Medtem pa Javna agencija za zdravila danes, da finančne zadeve prenosa vzorcev niso v njihovi pristojnosti, ter da naj se starši glede stroškov nadaljnega shranjevanja obrnejo na ponudnike shranjevanja vzorcev. In tukaj je še hujše to, da država oziroma JAZMP, da se eno leto skrivajo, da ne znajo narediti ali pa noče pomagati družinam 3500 otrok, ki imamo shranjene tam celice svojih otrok, in da ne naredijo nič, ampak da se samo skrivajo in prelagajo odgovornost ene drugega. JAZMP je sicer sporočila še, da bo v ponedeljek v Gajacelu izveden izreden inšpekcijski nadzor, kjer se bo preverilo, ali je v cisterni dovolj tekočega dušika in ali je krak za dotok tekočega dušika v kriobanko še vedno odprt. Krioposode, v katerih so shranjeni vzorci, pa da naj bi sicer vzdrževale ustrezno temperaturo še nekaj dni tudi brez dotoka tekočega dušika. Gordano Živčec-Kalan, direktorico Gajacela, smo vprašali, ali bo svojo napoved, da bo ugasnila sistem za vzdrževanje, uresničila, a tega ni ne potrdila, ne zanikala. Med iskanjem rešitve za več kot 3500 vzorcev matičnih celic pa se je pred nekaj dnevi zamenjal še stečajni upravitelj biobanke. Nova stečajna upraviteljica poslov še ni v celoti prevzela.